če so pravi ljudje na pravem mestu, takrat so bili res gigantski ljudje, mislim, osebnosti, recimo, Toš, Nina, Rus, recimo, To so bili ljudje, ki so imeli vizijo, in začeli so z nič. Mi v prostor sociologije nismo prišli kot v prostor, kjer smo si iskali poklice, ampak smo v prostor sociologije prišli, ker smo čutili poklicanost. Vse povsod so bile pravne fakultete, nekako izhodišče, sociologije pač nikjer ni bilo. No, na pravni fakulteti je pa deloval moj profesor Jože Goričar, ki je najprej predaval, to sem še imel v prvem letniku, uvod v družbene vede, takrat še ni bilo sociologije priznane, sledila je pa prav pod tem imenom sociologija. Ta moja osebna pot se je potem nekako iztekla v tem, da me je Goričar predlagal v prvi podiplomski študij sociologije v Jugoslaviji, to je bil pa na Institutu za družbene vede v Beogradu leta 1958. V tem kontekstu je potem tudi nastala revija Sociologija, sociološko društvo v jugoslovanskem merilu, Institut društvenih nauka za družbene vede v Beogradu in tako dalje. Društvo nekako spremlja razvoj takrat že institucionalizirane sociologije. Društvo je bilo pravzaprav akademsko, torej znanstveno. Šele nekako, kar zadeva razvoja slovenskega društva, se zdi, da smo z Petrom Klinarjem kot predsednikom družno, neka skupina, vložili dosti napora, da bi razširili društvo v poklicno asociacijo in smo začeli ustanavljati pravzaprav neke vrste podružnice ali neka središča srečevanja sociologov v Novem mestu, v Kopru, v Kranju, v Prekmurju, na Ptuju. To so bili vsi centri, kjer je bila sociološka stroka zares dobro organizirana in je seveda tudi doživljala potem nek svoj odmev. Seveda niso bili vsi zelo navdušeni zmerom nad načini, ker so bili to vendarle neki novi pristopi, ampak moram reči, da so kar lepe uspehe doživljali s svojimi angažmani. V njih recimo v ptujskem društvu so se zbirali tako sociologi kot politologi in poleg resnih debat o problemih lokalnega okolja je zmeraj še ostal čas tudi za prijetno druženje. No, ampak jaz nisem velik, društvo je verjetno zelo veliko prispevalo k temu, kar se tako hlapno reče, profesionalizacija sociologije. Ker je vendarle po mojem, ravno zaradi te dvojne organizacije, na obeh področjih je društvo povezovalo ljudi. In to je bila zelo pomembna zadeva. V Ljubljani smo pa kot prostor, v katerem so se srečevali v Ljubljani delujoči sociologi in sociologinje, nekako našli gostilno Pri mraku. Mislim, da je v nepozabnem spominu vsem nam, ki smo bili takrat tam, ostal pogovor med profesorjem Petrom Klinarjem in kolegico Maco Jokan. Ta pogovor je potekal pod naslovom Šli smo se sociologijo in se pri tem tudi smejali. Ja, sredi 80-ih let bi lahko rekli, je kar brbotalo v različnih družbenih segmentih. Vse skupaj smo zapakirali največkrat pod pojmom kriza, razne krize, ni bilo osnovnih življenjskih dobrin, konflikti politični so zmerom bolj eskalirali. Ampak moram dodati, da smo slovenski sociologi bili pravzaprav najbolj jugoslovansko povezani in smo odigravali neko, bi rekel, vlogo povezovalcev znotraj prostora. In moram reči, da v to
opis tega stanja sodi tudi to, da je takrat na nek način nemoč občutila tudi vsemogoča dotlej partija, ki je odprla prostor za diskusije in seveda z željo, da bi poiskali neke boljše rešitve. Tako da je bila to taka zelo zanimiva situacija za sociologe, za sociologijo. Bili so res po svoje zlati časi, ne? Ampak poznamo te čase, ta čas velikih sprememb, ne? In po svoje srečo z režimom, ki smo ga bili, ne? Ker pač ta avtoritarni režim je postal zelo učljiv. V tem smislu rabu je, ker ni imel volitev, je rabu informacije po drugih kanalih, ne? In je zbiral grad. In sociologi so postali pač en pomemben, po mojem, dobavitelj informacij, ne? Ki niso jim razmerje nujno všeč, ne? Vendar pri vodenju društva v tistem času smo, ne samo jaz, ampak dejansko vsi, zmeraj nekako skrbeli za na eni strani resne sociološke razprave in dogodke, na katerih smo obravnavali na najrazličnejše teme, na drugi strani pa je društvo kot civilno-družbena organizacija, bi jaz rekla, zmeraj predstavljalo tudi nek okvir za vzpostavljanje tesnejših stikov med kolegi in kolegicami, ki smo takrat delovali v društvu. Žal se je v 80-ih letih pokazalo, da razpad Jugoslavije seveda ni sociologom tuj. Tudi jugoslovansko združenje je kazalo tendence razpadanja v sredini 70-ih zaradi političnih pritiskov, v sredini 80-ih pa bi rekel, da je spontano bila v razpravo in odnose med sociologi prinešena ta klima razpadanja, ko so kar naenkrat moji dragi kolegi in prijatelji spoznali, da so Srbi, Hrvati in tako naprej. Ne nazadnje je del teh uglednih družbeno-kritičnih sociologov malo kasneje utopljen v ideologijo do nosu ali preko in se razvršča v prostor politike. To je bilo obdobje dejansko, ko je šlo za nek prehod. In so sociologi znašli v situaciji, ki je malo drugačna, kot recimo pred osamosvojitvijo Slovenije, pred torej tudi uvedbo novega sistema, večstrankarskega. Pred tem so sociologi na nek način bili kritični do ene oblasti, do ene politične opcije. Zdaj so kar naenkrat se znašli v neki situaciji, koga zdaj kritizirati. Bila je neka, lahko bi rekel, nekaj kognitivna disonanca v sociologiji, kaj stori zdaj. Na prvem srečanju, ki sem ga jaz organiziral, je bila to ključna tema. Slovenske mitologije, ki smo poskušali pripraviti ljudi, da ne povedali kaj racionalnega o tem procesu, ki se takrat dogaja in vedete dejansko velika novost in sprememba velika. Zelo je bilo opaziti, da ljudje ne razmišljajo racionalno, da to ni bil racionalen premislek, ki nas je vodil v Evropo, da je bila to emocionalna in kakšna še ideja. In mi smo hoteli takrat malo to osvetliti, malo drugače, malo bolj racionalno. Moram reči, da ideja ni povsem uspela, ker tudi pri profesionalcih takrat še vlada ta euforija okrog Evrope. In v tistem času se je pokazalo tudi, da so se začeli sociologi na različnih področjih tudi nekako ukvarjati s različnimi temami. Nekako se je izkazalo, da bi bila potreba recimo organizirati društvo tudi v obliki sekcij. Jaz se spomnim, da je dala Masa Jogan takrat to prvo pobudo za terminološko sekcijo, ki je bila potem dokončno ustanovljena v naslednjem mandatu, ko je prevzel vodenje društva, žal se je že pokojni Tone Kramberger. Jaz sem se takrat zadal nekaj nalog, recimo, kar pomembnih, glede na to, da se ukvarja s prostorom in časom in tako, sem želel, da se društvo regionalizira. Pri regionalizaciji sem takoj šel na organizacijo društev po celi Sloveniji. Murska Sobota, recimo, so priteževali ljudje, kamor hoditi in tako, ker so bili večinoma iz Ljubljane. Potem Ptuj, enako je bilo. Potem sem rekel, ok, tretjič, če že gremo na morje, ok, ne gremo v Portorož,
in zapravljati velike denarje tam tiste hotele, ampak gremo v Koper in bomo na več lokacijah. To je ta moj prostorski um, za takrat malo sprožen, za neko, to bo verjetno zelo zanimivo. Ne? Ampak ni bilo zanimivo, ker so se ljudje pritoževali, ok, na morju smo, dobro, no, recimo Koper je še v redu, ampak na več lokacijah. Ne? In takrat sem videl, recimo, kako imajo sociologi slabo prostorsko orientacijo, recimo, ne? In druga stvar, seveda, ne se bodo hotel regionalizirati malo sociologijo, ne? Ampak depodevizirati, kar je bilo zelo velika stvar. Jaz mislim, največ si nisem predstavljal, kakšni pori so, kako so me grdo gledali ljudje. Ne? To je bil res poskus te FDV-izacije društva, ampak nekako na pol, ne? Ker sem vendarle vsaj študirala na FDV, če je nič drugega. Ne? Pa v društvu sem bila aktivna kar nekaj časa, tako da ni bilo kakšne nevarnosti, da bi kdo društvo odpeljal kam druga. Šalo na stran. Ko sem začela se s tem vprašanjem ukvarjati, sem bila nekoliko žalostna, pa precej žalostna, pa sem gotovila, da moje nekdanje profesorce recimo niso bile nikoli predsednice tega društva, pa so bile aktivne. Članice društva tudi v mednarodnem merilu, na primer profesor Tamaca Jovan, ki je sodelovala pri ustanovitvi Evropske sociološke asociacije. Dobro se je omenil ta čas, ki nas je na koncu leta 2007 in na začetku 2008 popolnoma osupnil. Ampak malo smo bili pa, se mi zdi, sociologi pa tudi objestni in privoščljivi. Mi smo to vedeli, samo poslušali nas niste. In nekako se nam je zdelo, da v zraku visi nekaj velikega, nismo pa še znali natančno to poimenovati. Zdelo se nam je, da ta kriza ne bo nek efemeren pojav, ampak da je na obzorju nek prelom, preobrat, drugačna paradigma, in smo se potem na neki točki ne odrekli, ampak spremenili naš koncept. In leta 2008 na srečanje ni prišel Colin Campbell, ampak Shalom Schwartz z Hebrejske univerze. Naslednje leto je bil gost Chris Velce, Inglehartov učenec, proteže, ki je nadaljeval tam, kjer je Schwartz končal, ampak že z zelo konkretnimi in podatki in idejami, in smo razpravljali na veliko in na široko. Jaz sem se začela prvikrat, ko sem ugotovila, da Slovensko sociološko društvo ni kolektivni član Evropske sociološke asociacije, niti svetovne. To me je šokiralo, ker sem bila prepričana, da je to dejstvo. In v bistvu mi je uspelo ponovno aktivirati članstvo v ESI. Članstvo v ESI, torej v Mednarodni sociološki asociaciji, smo pa zamudili pravi trenutek, do trenutka, ko mislim, da kolegica Aleksandra Vrčela dosegla nek dogovor nekega izmeničnega principa glasovanja znotraj ESI. Jaz sem se zelo želela, da slovenska sociologija pridobi na vidnosti, tako zunaj Slovenije in seveda tudi v naši družbi. Takrat nam je uspelo, to je bil en izziv. Mi dolga leta nismo bili člani Mednarodne sociološke zveze, združenja sociološkega, in to nam je uspelo. Ja, to je bilo obdobje, ko smo tudi mi poskušali pravzaprav to društvo obrniti tudi malo navzven, pritegniti torej tudi druge regionalne centre, kjer so živeli in delali sociologi in sociologinje. Poskušali smo privabiti čim več sociologov in sociologi, ki ne delajo v akademski sferi. Poskušali smo ponovno malo bolj aktivirati pedagoški del članstva, torej učiteljice in učitelje sociologije na srednjih šolah in tudi študentsko populacijo. Do takrat smo imeli častnega člana, nagrado za častnega člana, priznanje pomembnemu sociologinji ali sociologu. Od takrat pa smo uvedli s kolegom Mlinarjem, nekako oblikovali in tudi društvo sprejelo en pravilnik o nagradah, in takrat smo podeljevali nagrade za dobro znanstveno delo, za popularizacijo, za mlade sociološke upe, torej tudi ljudem, ki niso sociologi in sociologinje, da bi nas videli, da bi bili vidni.
To je bila ena stvar, in druga stvar, katera se mi je tudi zdela fajn, da smo naredili v tem obdobju, je približanje mladim. Mi smo to na različne načine tudi delali prej, v tem mandatu pa smo omogočili članstvo ljudem, študentom, torej ne še sociologom, bodočim sociologom, in to je vsaj nekaj časa prispevalo k temu, da je na naših srečanjih bilo tudi veliko mladih. Velika ta prisotnost študentov. Mi smo seveda imeli program, preden sem kandidirala za predsednico, sem imela program, ki sem ga predstavljala na letnem srečanju, ampak moj mandat je bil zaznamovan z virusom koronavirusom. Torej z epidemijo, in če se prav spomnim, smo imeli prvi sestanek predsedstva v novi sestavi, torej konec januarja še v živo, potem pa že od februarja dalje preko Zooma. In mislim, da na koncu potem jeseni, ko smo prišli v Novi Vas, se je izkazalo kar za dobro, da smo načrtovali to spletno organizacijo srečanja. In udeležba je bila odlična. Zdaj ne vem, ali je bila udeležba odlična zato, ker smo bili res v času, ko smo potrebovali drug drugega, ko smo potrebovali takšne aktivnosti, ali mogoče tudi zaradi spremembe, ne, nekaj novega je bilo, ker vemo, da je, preden je prišlo do te epidemije, so pravzaprav je udeležba na zobodkih nekako upadala. Pa tudi odzivi, vsaj na prvo srečanje, so bili zelo dobri. Ja, mogoče samo še to, da smo potem še seveda drugo srečanje organizirali preko Zooma, spet smo imeli tisti jesenski val, na srečo smo se odločili pravočasno, da gremo na Zoom, ampak pa so že odzivi bili nekoliko mešani, ker seveda je prišlo že do krepke politizacije epidemije, in takrat seveda je bil to nasprotovanje ukrepom, delovanju preko Zooma je bilo že nekako pogojeno z temi političnimi nasprotji, ne, za in proti ukrepom, in se je to potem tudi v odzivih pokazalo. Ko sem se jaz začel pridruževati temu društvu, pa vključevati, sem bil še mlad študent, pa kasneje mladi raziskovalec, in smo seveda te učitelje, ustanovitelje občudovali, ne. Predvsem pa se naslajali ob njihovih veleimenitnih zgodbah, ki so imeli vse po vrsti strašne reference, ne, iz bivše države, velikih imen, ne. In se nam je zdelo, da je to najpomembnejše društvo, a sploh še kaj pomembnejšega, kakorkoli, ne.